kajti vsebina, ki vam jo bom danes predstavil v tej tematiki, vam dobesedno lahko popolnoma spremeni življenje. Jaz sem sam porabil za to, da sem pridobil ta znanja, da sem razumel te koncepte, o katerih bom danes govoril, sem porabil 15 let. Seveda sem tudi že vmes, kar dosti uspehov dosegel, ampak vse, kar pa zdaj počnem, je pa samo še neka nadgradnja vsega skupaj. Ampak ta znanja so pa res sad 15-letnega raziskovanja, dela z najboljšimi na svetu in seveda branja knjig, obiskovanja seminarjev, dela na sebi in podobno. Tako da res fokus. Dajte se zaprti v svojo dnevno ali pa v sobo, otroke dajte spat, psičke, mačke, dajte nekam proč, in to je to. Tako da gremo kar v akcijo. Ok, torej all messages are private, ok, tako je. Super, zdaj pa gremo kar v akcijo. Ok, torej, prva zadeva, jaz mislim, da me več ali manj vsi tukaj, ki ste prisotni, me več ali manj poznate, ampak za tiste, ki ste novi, ki ste mogoče prišli prvič na nek moj dogodek, samo par besed o meni, toliko, da boste me lahko dali v nek kontekst. Okay? Tako da sem avtor tele knjige, $1 Million Decision, to je mednarodni bestseller. Ta knjiga je bila, ob izdaji smo bili #1 bestseller na Amazonu. Bili smo bestseller v večjih državah, naprimer tudi torej eno je bilo globalni Amazon, drugo je bilo pa potem tudi lokalni Amazon, recimo prvi najbolj prodajana knjiga na Nizozemskem smo bili, pa še v nekih drugih državah. Prevedena je bila knjiga v cirilico, pa potem tudi v kitajsko mandarinščino, izdana je bila Bolgarija, Tajvan, Indija, in še nekih drugih držav. Tako da dejansko, ampak več ali manj pa prodajamo v angleščini na globalnem trgu in tukaj jo kupujejo ljudje iz celega sveta. Knjiga je že takoj po izidu mi prinesla tudi zelo veliko medijske pozornosti. To je bilo v slovenskih medijih, Kanal A, torej Delo, Kanal A, RTV Slovenija, to je bilo na ameriški televiziji, mislim, da tako, to je bilo najbolj taka zadeva, ki mi je bila najbolj tako me šokirala, da so me povabili na Newsmax TV, to je podobno kot CNN, ampak samo za Ameriko, in sem tam Američanom dajal neki, torej Slovenc ne daje Američanom na svete, kako investirati denar, kar zanimivo, Rusija in tako naprej. Vse to, kar počnem, moji seminarji, knjige in članki in tečaji so mi prinesli tudi to, da me potem vabijo na različne dogodke po svetu. Od Nizozemske, Romunije, Velike Britanije, Švedske in tako naprej. Tako da to je recimo London, to je Moskva. V zadnjem času, ko imamo bolj te lockdowne in tako naprej, se veliko me vabijo na te velike dogodke, online dogodke. Na temu sem si recimo delil oder z Markom Viktor Hansenom, ki ga verjetno poznate po kurji juhici za dušo, Chicken Soup for the Soul serija, ki je najbolj prodajana serija knjig, non-fiction knjig vseh časov. Jack Canfield in tako naprej, to vse te ljudi verjetno več ali manj poznate. Recimo na Džahi so vodilni organizatorji eventov za Bližnji vzhod v Dubaju in zdaj sem reden gost tudi njihovih eventov, online eventov. Tukaj sem se recimo delil online stage z Jimom Quickom, ki ga verjetno vsi poznate, to je tisti človek, ki dejansko dela na spominu. Je eden od najbolj znanih ljudi, strokovnjakov na svetu, ki govorijo in ti pomagajo, kako dejansko bolje uporabiti svoje možgane in podobno. Tako da, ni bilo pa vedno tako zame. Jaz izhajam iz ene zelo majhne vasi, ki se imenuje Zarečje pri Ilirski Bistrici in nič, kadar sem bil mlad, ni nič nakazovalo na to, da bom te stvari dosegal v življenju. Tudi mene so, mislim, še vedno vsak dan se zahvalim ne vem komu, da sem vse te stvari dosegel in da imam takšno življenje, kot ga imam. Zato, ker kada sem bil mlad, sem živel v eni, bi rekel, zelo revni vasici. Moji starši so bili zaposleni v eni socialistični tovarni, nikoli nismo imeli denarja, vedno smo se komaj da preživljali. Tako da do tega,
je bil kar, bi rekel, proces. Ne? In o tem bom tudi danes govoril. Ampak samo toliko, da boste videli, da ni, zadnjič smo imeli en članek na Business Titans, na naš portal, in je ena gospa napisala komentar spodaj, ja, v Sloveniji se da uspeti samo po vezah, pa tako naprej, pa tisti, ki nekoga poznaš, pa ono drugo. Ja, ni res, mislim, v Sloveniji imaš ogromno podjetnikov, ki so uspeli pa brez nobene veze, mislim, brez nobenega poznanstva, brez nobenih vez, Mislim, ja, seveda, če ti v življenju gledaš tistih par ljudi, ki uspelo po vezah, pa si misliš, jaz nimam vez, ne bom uspel, si že končal. Če pa razmišljaš o tisočih in tisočih, samo v Sloveniji, ali pa 10 tisočih, ki so dejansko uspeli, ne da bi imeli veze in poznanstva, ki so uspeli z ničle, potem pa vidiš, da so možnosti ogromne. Tako da važno v življenju je, v kaj se ti fokusiraš, kam je tvoj fokus usmerjen. Recimo, zdaj imaš ogromno ljudi, ker imamo pač te situacije z virusi in tako naprej, imaš ogromno ljudi, ki non-stop, bi rekel, se sam še s tem ukvarja, Mislim, na social media, jaz sploh več ne gledam Facebooka in tako naprej, ker je brez veze, mislim, ker so same neumnosti. Glejte, če bi ta čas posvetili razvoju sebe, če bi ta čas namenili temu, da sami nadgrajujete svoja znanja, da začnete iti v neke smeri, ki bom danes govoril, bi dejansko že letos lahko zaslužili 5-krat več, kot ste do zdaj. Samo, če pa človek se fokusira v neke neumnosti, potem boš pač normalno živel s temi neumnostmi. Tako da, fokus. Mislim, da je Tony Robbins nekoč rekel, what you focus on expands. Torej, tisto, kar se v življenju sfokusiraš, tisto se bo razširilo. In če se fokusiraš na neumnosti, se bodo razširile neumnosti. Okay? Če se pa fokusiraš na nekaj, kar ti bo koristilo v življenju, bodo pa te stvari se razširile in boš imel fantastično življenje in boš imel ta pravo svobodo. Ne pa tiste svobode, ki dejansko jo vsak zdaj misli, da mi jo kratijo pa tako naprej. Razumete? Gre za fokus in gre za doseganje prave svobode. Ne pa tiste namišljene svobode, ko dejansko si vklenjen v neko službo, ko dejansko nimaš časovne svobode in tako naprej, moraš nekje vedno biti, ti drugi narekujejo, kako in kaj boš delal. To ni prava svoboda. Prava svoboda je to, kar bom danes govoril. Okay? Torej, prvi del, kako do prvega milijona. Zdaj, seveda, zelo enostavna pot do prvega milijona je, da greš preprosto živeti v Venezuelo. Okay? Tam je zelo enostavno imeti 1 milijon bolivarjev, ker to ti kupi ravno mogoče tako, niti ne en sendvič. Z 1 milijonom bolivarjev mislim, da lahko kupiš tako, mislim, da rabiš vsaj 20-30 milijonov bolivarjev, da si kupiš en sendvič. To je ena taka krajšnica, ki sem vam jo danes povedal, ne opovedati drugim, ampak to je samo za vas, tako pač res, ker vas manj zelo rad, pa vam povem tudi kakšno bližnjico. Ampak okej, zdaj, če govorimo pa o resnih milijonih, v evrih, v dolarjih, potem pa seveda je malo drugačna zadeva. In zdaj, ko nekomu rečeš, aha, $1 milijon ali pa $1 milijon, kaj vam to predstavlja? Zelo veliko ljudi, ko jim rečeš, aha, da imaš $1 milijon, si mislijo, aha, zdaj si pa lahko kupim Lamborghinija ali pa Ferrarija, pa lahko bi rekel, ne vem, grem na party, pa vse te stvari. Ampak meni, recimo osebno, meni te stvari ne pomenijo dosti. Meni dejansko ta denar, ki ga imam, ni da zaradi njega bom zdaj kupoval Ferrarije pa Lamborghinije, mi je to brez veze. Ampak meni ta denar nudi svobodo. Okay? Pomen, torej, zakaj jaz sem hotel v življenju uspeti, zakaj sem jaz hotel pač nekaj narediti, je to, da sem želel svobodo vedno. Okay? Jaz sem želel svobodo in to mislim pravo svobodo. Ker gledajte, če imaš v življenju denar, če imaš preko malo več denarja, če imaš 1, 2, 3, 4 milijone, 5 milijonov, 10 milijonov, ti to nudi pravo svobodo. Ker lahko delaš, kar hočeš, s komerkoli hočeš in te noben ne omejuje. Okay? In nimaš nobenega problema. In tudi, če so kakšni lockdown in tako naprej, boš pač preživel, vse ni nič hudega, mislim pač, vse ni taka stvar. Tako da gre preprosto, denar, ni zato, da si boš na koncu kupil nek lep avto, ker to se mi zdi popolnoma brez veze. In to je bolj za tvoj ego, mislim, ja, če si to želiš, super, ampak meni osebno je pomembna svoboda, okay? Da ta denar meni pomeni to, da preprosto sem svoboden, da lahko delam, kar želim,
da lahko vstanem, kadar hočem, razen zdaj, ker pač mulci grejo v šolo, ne, pa jih moram peljati vsako jutro, ne, v šolo, pa te stvari, ampak drugače je pa pač to, ne, da lahko delaš, kar hočeš, s komerkoli hočeš in kadar hočeš, ne. To je prava svoboda. Okay? In ti milijoni, ali pa ta milijon, ta prvi milijon, ne, ti nudi to, da nisi več vklenjen v verige, ki ti jih narekujejo drugi. Okay? In to je tista prava stvar. Ne? Okay? In to je vredno, po mojem mnenju, bistveno več kot milijon. Ne? To je dejansko ta vrednost te svobode. Tako da, to je tisti cilj. Ne? In zdaj, če hočeš v življenju, če hočeš priti do tega, če hočeš priti do prvega milijona ali pa do x milijonov, se ni važno, moraš obvezno narediti 2 ključni spremembi pri načinu razmišljanja. Okay? In če ne boš teh 2 sprememb naredil, so ti vsa vrata zaprta. Boš celo življenje životaril, boš dejansko celo življenje ujet v nekih stvareh, službah, kakorkoli, ne, kjer ti narekujejo drugi, kdaj in kako boš ti delal. Okay? Torej, to je ključnega pomena. Mogoče se vam bodo zdele te stvari malo tako samoumevne, mogoče se vam bodo zdele, pa saj to mogoče sem že slišal, kakorkoli, ampak dajte si vzeti čas za razmislek o teh stvareh. In če boste ful razmišljali o tem, in če boste naredili akcijo, če boste šli v akcijo glede teh stvari, boste lahko čez nekaj časa imeli fantastično življenje. Okay? Tako da, kaj so zdaj ti 2 ključni spremembi načina razmišljanja? Prvič bomo šli za zaposlene, drugič pa za podjetnike. Okay? Ker tukaj veliko vas je takšnih, ki ste dejansko zaposleni pri nekemu podjetju ali pa v javni upravi ali kakorkoli, in veliko vas je pa tudi podjetnikov ali pa podjetnic. Ne? In zdaj, zaposleni imate, rekel, drugačno situacijo trenutno kot pa podjetniki. Okay? Ampak tudi podjetniki, večina podjetnikov ni uspešnih, večina podjetnikov ima samo malo boljšo službo. Okay? Tako da dejansko, ne glede na to, a ste v prvi kategoriji, a ste v drugi kategoriji, dajte oboje natančno poslušati, ker bo dejansko vse zelo koristno za vas. Okay? Ne glede na to, kaj ste, ampak dajmo najprej obravnavati zaposlene. Okay? Torej, recimo, da ste zaposleni. In zdaj, kaj je ta sprememba načina razmišljanja, ki jo morate narediti v svojem življenju? To je velika, ogromna sprememba, ni enostavna, ampak enkrat, ko jo poštekaš, enkrat, ko greš vanjo, se ti lahko vse poti v življenju odprejo. Okay? In zdaj, kaj to je? Nehat moraš biti porabnik. Nehat moraš biti potrošnik. Okay? Zdaj, ne me napačno razumeti, s tem ne mislim, da si ne boste od zdaj naprej več nič kupili, pa da ne boste šli v nobeno trgovino. Ne, ampak samo govorim, kje mora biti vaš primarni fokus v življenju. Torej, vaš primarni fokus v življenju morate dati proč iz porabe, proč iz potrošnje in ga morate dati v proizvodnjo. Okay? Morate postati proizvajalec. Okay? Torej, ne porabnik, ampak proizvajalec. Kot sem rekel, ne gre tukaj zdaj za 100, da ne smete več nič kupiti in tako naprej, ampak primarno morate razmišljati o sebi kot o nekomu, ki proizvaja nekaj, ne pa ki samo porablja stvari. Okay? In zdaj, da vam tukaj pojasnil, zakaj se gre, vam bom pojasnil z nekaj primerčki. Torej, recimo, da kupujete v online trgovini. Kupuješ, ne? Ampak zakaj ne bi spremenili načina razmišljanja in bi se vprašali, kako bi pa lahko sam prodajal na internetu in izboljšal izkušnjo nakupovanja za stranke. Okay? Torej, namesto da razmišljaš samo, kako boš porabil denar, kako boš nekaj kupil, razmišljaj, kako bi sam ustvaril nek poslovni model, kako bi sam reševal probleme drugih ljudi na nekem področju. Torej, greš iz tega, da si samo potrošnik, greš v to, da razmišljaš, kako bi drugim pomagal, kako bi dodal vrednost, kako bi nekaj ustvarjal novo vrednost na trgu. Okay? Ko berete blog, ko berete časopise, ko berete internet, neke spletne strani in tako naprej, ko berete knjigo, dajte se vprašati, kakšen blog, kakšne članke, kakšno knjigo bi jaz lahko napisal in bi to zanimalo ljudi. Okay? Torej, iz porabnika, tisti, ki bere blog in tako naprej, bere knjige, se spremenite v tistega, ki proizvaja članke, knjige in tako naprej. Okay? To ne gre čez noč, ne? Ampak
že s tem, ko spremeniš način razmišljanja, lahko si odpreš nove možnosti v življenju. Okay? In večina ljudi nikoli ne razmišlja na ta način. Okay? Ko najamete nekega svetovalca ali pa nekega trenerja ali pa vrste na neki tečaj, se vprašajte, ali bi lahko sam postal ali pa postala strokovnjak na nekem področju, kjer imajo ljudje probleme in bi sam proizvajal ali pa proizvajala in bi jaz prodajala te storitve. Razumete? Torej, ne samo, da ti si porabnik, ampak razmišljaš tudi o tem, kako bi lahko na trgu dal vrednost, okay? Kako bi lahko proizvajal neke storitve, neke izdelke in tako naprej. Ko ste zafrustrirani z nekim ponudnikom, sigurno se vam dogaja, da najamete neke, zidarje, da vam nekaj naredijo doma, neke ljudi, da vam neko storitev opravijo in tako naprej. In ste dostikrat ste zafrustrirani, ker ne delajo, ne naredijo pravočasno, so površni, ne naredijo stvari kvalitetno in tako naprej. Vprašajte se, a bi lahko sam zagnal podjetje na tem področju in delal te stvari bolje. Zglejte, najboljša, najbolj uspešna podjetja na svetu niso tista, ki so izumila neke nove ideje in ne vem kaj. Velika večina uspešnih podjetij je vzela v neki branži neko idejo, ki je že obstajala in jo samo izboljšala. Okay? Torej, Google ni naredil revolucijo, ker je pač ustvaril nov iskalnik. Iskalniki so bili že prej, razumete? Ampak oni so samo izboljšali obstoječe iskalnike in so zavladali na trgu. Okay? Tako da gre preprosto, da ogromno podjetniških idej lahko dobite, ne da razmišljate, kaj bom si izmislil novega, ker nobeden od tistih, ne vem koliko, 8 milijard nas je, nisem ravno štel včeraj, torej ne razmišljate, da morate biti vi z neko edinstveno idejo. Vi lahko vzamete idejo, ki že obstaja, ki je lahko že dolgočasna na trgu in jo izboljšate, jo naredite drugačno, jo naredite dejansko stvar, ki je potem boljša za stranke in tako lahko zelo uspete. Okay? Tako da, ta način razmišljanja morate spremeniti. Tako da od zdaj naprej, vedno, ko greste ven, kadarkoli, ko nekaj delate, ko nekaj porabljate nek svoj denar, kupujete, dajte vedno razmišljati, kako bi pa lahko jaz na tem področju proizvajal. Zdaj, ni nujno, da boste že prvi dan dobili svojo veliko idejo, ki jo boste šli pač nadaljevati. Ampak vse se vam ne mudi. Življenje je dolgo. Ogromno časa porabimo za neumnosti. In tudi, če ti rabi 3 mesece ali pa 1 leto, da dobiš idejo, konec koncev si jo dobil. Večina ljudi jo ne bo nikoli dobila. Večina ljudi niti ne razmišlja o teh stvareh. Zato seveda so vedno ujeti v življenju v istem krogu, začaranem. Tako da, prva sprememba načina razmišljanja za zaposlene je, da se dejansko nehate razmišljati kot porabnik, ki samo kupuje, ampak začnete razmišljati kot proizvajalec, ki tudi daje novo vrednost na trg, ki ustvarja neke stvari, okay? Ki proizvaja neke storitve, izdelke in tako naprej. Okay? Tako to je prva stvar. Zdaj pa druga zadeva. Leta 2018 sem bil prvič povabljen v Rusijo kot predavatelj. Največji dogodek o investiranju v Rusiji se imenuje Private Money Forum in leta 2018 sem bil povabljen kot eden izmed 3 glavnih govorcev na ta dogodek. Glavni govorec je bil Robert G. Allen, zelo znan New York Times bestselling avtor. Jaz sem bil ta drugi, potem je bil pa še Ann Cunningham, ki je pa zelo dober, bi rekel, poznavalec Warrena Buffetta. Tako da jaz sem bil dejansko eden od teh 3 glavnih predavateljev, ki so jih najbolj tržili in tako naprej smo privabili dejansko ljudi. Zdaj, seveda, zato, ker sem bil v Rusiji povabljen na ta dogodek, zato, ker sem predaval na tem dogodku, zato, ker je bila to odmevna stvar, sem dobil zelo veliko čestitk. Zelo veliko ljudi mi je pač čestitalo v Sloveniji, v tujini in podobne stvari, ker to je pač velik dosežek. Ampak, gledajte, to je nek dogodek. To je bil nek dogodek. In ljudje, ko vidimo druge uspehe nekih drugih ljudi, ko vidimo recimo izologin,
ki je ustvarila milijardno podjetje. Ko vidimo Akrapoviča, ki prodaja svoje uspuhe, ki so znani kot najboljši na svetu. Ko vidimo Boscarola, ki ustvarja pipistrel letala, ki so tudi za NASA in tako naprej. Ko vidimo te uspehe, vidimo samo nek dogodek. Aha, vidimo Izolo Bing, ko je prodala podjetje za 1 milijardo. Vidimo Akrapoviča, ko je podpisal pogodbo za formulo ali kakorkoli. Skratka, vidimo te dogodke. Ampak ne vidimo pa ozadja. Okay? Ne vidimo pa ozadja. In zdaj ne vem, mogoče pokažem, kako je bilo pri meni z Rusijo. Ker to je pa tisto, kar ljudje ne vidijo. Okay? To je pa nevidno o čem. Jaz sem si želel priti v Rusijo kot predavatelj že od leta 2014. Jaz sem začel mojo mednarodno pot kot mednarodni predavatelj leta 2014 z prvimi dogodki v tujini. Okay? In moj cilj je bil, da grem v vsa ta glavna mesta, od Londona do Amsterdama, Štokholma, Moskve in tako naprej. Ampak takrat sem bil samo v Sloveniji, torej do takrat sem bil samo v Sloveniji in potem sem imel še prve dogodke v Romuniji. Okay? In to je bilo to. Dejansko v leta 2014 je bilo to. In jaz sem želel priti v Rusijo. In glejte, kaj se je zgodilo ob mojem prvem poskusu. Okay? To je moj prvi poskus, ko sem pač poskušal navezati stike z organizatorji dogodkov o investiranju v Rusiji, je bilo tole. To je bil njihov odziv. Dear Mr. Rolich, hvala za detaljni odgovor. Vaš program je logičen in tudi recimo zanimiv. Ampak glavna ideja našega podjetja, to je pač to podjetje, ki organizira te dogodke tam v Rusiji, je only celebrity class of speakers. Torej, oni so mi rekli, mi delamo samo z zelo znanimi celebrity predavatelji. Okay? In potem so mi rekli, Russian Google almost doesn't know you at all. Torej, ruski Google vas dejansko ne pozna, me ne pozna. Hope for your understanding and best regards. Hvala. In to je bil dejansko odgovor, ki sem ga jaz dobil. In zdaj, jaz sem rekel tako, človek, ki dejansko želi si nekaj več, ki ima cilje, ki dejansko hoče do nečesa priti. In tak mail, te seveda malo pobije. Te malo pobije in te malo dejansko tako malo rataš bolj, bi rekel, malo manjši, rataš predvsem skupaj. In ko sem jaz dobil ta mail nazaj, sem se kar malo slabo počutil, ker sem jaz zdelo, pa mislim, da imam ful dober program, pa ful dobre seminarje, pa sem tudi, mislim, tako se mi je zdelo takrat, da sem kar neki znan, pa nisem bil. Skratka, me je kar pobil ta mail, ampak to so bili moji začetki v Rusiji. In zdaj, leta 2018 sem bil jaz pa glavni govorec, eden od 3 glavnih govorcev na Private Money Forumu, ki je bil tam glavni dogodek o investiranju v Rusiji, okay, na katerega pride 1000 ljudi in tako naprej. In potem leta 2019, torej 1 leto kasneje, sem na tem istem dogodku bil še enkrat povabljen in pa delil sem si tudi oder z Brianom Tracyjem in potem sva imela dejansko tudi naslednji dan, sva imela za VIP goste, sva imela skupaj z Brianom Tracyjem še dejansko tak business breakfast, kjer sva dejansko vsak 1 urco še odpredavala kot nek bonus za VIP udeležence. Tako da vse te stvari so se zgodile, ampak kaj je bil proces, ki se je dogajal v ozadju? Torej, ljudje vidijo na koncu rezultat, ampak kaj je bilo v ozadju? Glejte, prvič v teh 4 letih, od 2014 do 2018, sem jaz napisal knjigo The $1 Million Decision, tole tukaj gor, zdaj verjetno ne vidite, torej, napisal sem knjigo in jo tržil kot nor, da je postala bestseller in tako naprej. 1 leto sem porabil za pisane knjige. Okay, 1 leto dela je bilo zapisane te knjige. Pridobival sem znanje na več področjih. Marketing, prodaja, investiranje, moje pač tehnične tematike, investiranje in pa še druge poslovne tematike. Pridobival sem nove partnerje po celi Evropi. Pisal sem članke, gradil prisotnost na družbenih omrežjih. Okay? Dejansko ogromno vsebine sem ustvaril, bil sem proizvajalec vsebine. Izvajal sem seminarje po Evropi. Začel sem z Romunijo, potem sem nadaljeval z Anglijo, potem tudi Avstrija, potem Nizozemska, Švedska in tako naprej. Razvijal in izboljševal sem moje tečaje.
pridobival mnenja zadovoljnih strank, zato ker moraš imeti tudi nekaj za pokazati, ne? Če hočeš pač, da te dojemajo kot dobrega, ne? Morajo biti tvoje stranke ful zadovoljne. Ne? Naredil novo celostno podobo moje blagovne znamke. Moja prva podoba, ne, torej ta logotip, pa barve, pa vse te stvari, ki sem jo imel leta 2014, če jo zdaj pogledam, me je sram, ne, ker je bilo tako zanič, ne, in ni čudno, da so me vsi ti zavračali, ne, ker sem imel tako po domače narejene stvari, ne. Zdaj nisem si sam naredil celostne grafične podobe, sem jo pač naredili pri enem drugem podjetju, sem pač to outsourcal, ne, ampak gre za to, da sem pač tudi to mogel kar nekaj časa in energije dati v to, ne. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Skratka, zato, da sem jaz prišel do dogodka, ki ga vsi ljudje vidijo, sem mogel ogromno iti skozi z vidika procesa. Okay? Torej, proces je tisto, kar ti na koncu prinese dogodek. Ta uspešen dogodek, ki ga potem vsi vidijo in rečejo, ta je pa uspel čez noč, ne? Ta je pa uspel čez noč, ne? Tako da ljudje vidijo tisti, recimo Tesla, ne, izstreli novo raketo, in vsi vidijo samo pač tistih 5 minut, kako je šla v zrak, ne, in bravo, ne, super, ne, fantastično. Ampak ne vidijo, ne, pa koliko je bilo dela v ozadju, koliko let, koliko znanstvenikov, koliko tehnikov, koliko časa, denarja, truda, živcev je šlo zato, da so naredili to raketo. Testov, preizkusov, napak, zgrešenih stvari in tako naprej. Torej, tega pa nihče ne vidi, ne. Vsi vidijo Angry Birds, vsi vidijo igrico, ki je uspela, okay? Ampak nihče pa ne vidi 52 poskusov iste firme Rovio, ki jih je pripeljalo do tega, ki so bili neuspešni in jih je pripeljalo do tega, da so 53 igrico, ki so jo izdali, da je postala Angry Birds. Nihče pa ne vidi 52 prejšnjih poskusov z drugimi igricami, ki niso uspeli in so bili vsi polom. Okay? Zato, da je na koncu 53. igrica bila Angry Birds, ne? In da so zdaj milijardno podjetje. Okay? Tako da tukaj gre za to, da moraš v življenju razmišljati o procesu, kako boš prišel do nečesa, ne pa razmišljati, ta je pa uspel čez noč, ta je pa igrico naredil, so naredili eno igrico, pa so uspeli, ne? Ni bilo ravno tako, ne? Ni bilo ravno tako. Zadnjič sem se pogovarjal z enim podjetnikom, oziroma osebnim trenerjem, ki je pač šel na svojo pot, in imel sem en webinar o oglaševanju. Okay? Sem malo povedal, kako mi oglašujemo in sem pač tukaj dal neki smernic in podobno. In ta gospod me je vprašal, kako bi lahko on oglaševal uspešno svoje storitve osebnega trenerja. In jaz sem se malo pogovoril, ker ga pač tako poznam ga, no, in sem se pač vzel par minut časa po telefonu, da sva se pogovorila. In zanimivo mi je bilo, on je dejansko želel rezultat čez noč. Okay? On je dejansko hotel, kaj ne jaz točno povem v oglasu, da bo ta oglas mi prenašal ful strank in ful denarja. Okay? In jaz potem sem ga vprašal, koliko strank pa imaš ti že zdaj? Odgovor je bil dejansko nič, ne. A imaš neke dokaze o tem, da tvoj sistem, kako ti pač učiš, deluje? Ni imel. A si znan, a si kaj že napisal na to tematiko? Si napisal kakšno knjigo, kakšen članek? Ne. Skratka, človek, ki ni še nobenega procesa šel skozi, je želel imeti rešitev, čarobno palčko, da bo uspel s tem, da bo naredil en Google oglas ali pa en YouTube oglas ali pa en Facebook oglas in da bo kar denar prihajal. Ne gre tako. Ne gre tako. Okay? Moraš iti skozi proces. In jaz sem mu potem povedal, glej, zato da boš ti lahko naredil oglas, ki bo deloval, ki ti bo prinašal ful denarja in ki ti bo prinašal ful strank, moraš najprej pridobiti neki strank. Morajo imeti te stranke ful dobre rezultate. Ti morajo dati izjave zadovoljnih strank. Moraš napisati kakšno stvar, da boš postal malo znan, moraš biti na social media prisoten, moraš mogoče napisati svojo knjigo, moraš ustvariti svoj sistem, svoj edinstven sistem treninga, ki je samo tvoj, okay? Ki je tvoj in ki ti ga nobeden ne more vzeti. Moraš dati eno luštkino ime, moraš biti poseben v svoji branži in skozi vse te procese ne boš šel čez noč, ne? Ni, da boš objavil zdaj eno glas, pa da boš kar dobil denar. Zato, ker ti lahko daš 1 milijon evrov v oglaševanje, pa nobeden ne bo na koncu kupil, zato, ker nimaš nič za pokazati. Okay? Razumete? Torej, uspeha čez noč ni.
Mislim, ja, če tisto, ko smo prej rekli, par ljudi uspe po vezah, pa par ljudi uspe na loteriji, ne, in to je to, ne. Luka Dončić ni uspel po loteriji, ne, je uspel za leti in leti trdega dela. To je bil proces, ki ga nihče ne vidi, ne, v ozadju, ne. Ampak zdaj vsi vidijo, ko je pa podpisal ne vem koliko 100 milijonov vredno pogodbo, ne, z Dallasom, ne. To vsi vidijo, to je event, ne, ampak nihče pa ne vidi, koliko let truda, dela, trdega treninga je bilo v ozadju, medtem, ko so se drugi zabavali, kako je pač on treniral in tako naprej, ne. Razumete? Torej, gre za proces. Življenje je proces, ni event, ne. Uspeh ni event, je proces. Torej, to je druga stvar, ki sem vam jo hotel torej povedati, ne. Torej, moraš dejansko v življenju iti od dogodkov do procesov. Torej, ne smeš razmišljati o tem, da boš takoj ustvaril neke uspešne dogodke, neke dogodke, ki so ti seveda ponazarjajo uspeh, ampak moraš razmišljati, po kakšnemu procesu bom jaz prišel do tega uspeha. In ključ je v procesu. Okay? Tako da toliko za zaposlene. Zdaj bomo šli pa še na podjetnike in samostojne strokovnjake. Zdaj, tudi če ste zaposleni, ne zdaj zaspati, ne, zdaj dejansko bodite še bolj pozorni, ker dejansko to je samo nadaljevanje. Ker če boste hoteli iti v te stvari, ki sem jih do zdaj govoril, ne, iz porabnika v proizvajalca, pa iz dogodkov v proces, ne, če hočete iti v to, ne, potem boste potrebovali tudi znanja zdaj za podjetnike in samostojne strokovnjake. Okay? To je tudi zelo relevantno zdaj, tudi za vas. Okay. Torej, najprej ena zgodbica. Pred par tedni, malo več, no nazaj, se ni važno, smo želeli nadgraditi naš zalivalni sistem, pač dokupili smo še en del zemljišča tam pri naši parceli, kamor imamo hišo, in smo mogli, torej želeli smo dejansko razširiti zalivalni sistem še na tisti del parcele. In smo pač poklicali eno podjetje, ki se ukvarja z zalivalnimi sistemi. In so prišli in so nam to pač porihtali. Jaz sem se pač tam malo s tem gospodom, ki je lastnik, sem se pogovarjal o različnih stvareh, no, so se malo pogovarjali, kako lepo so vse te stvari. In mu pravim, tako malo ga vprašujem, kdaj je sezona, pa vse te stvari, ne. In potem mi tako enkrat malo pojamra, ne, da najhujše pa mu je jeseni, ne. In pravim, zakaj pa? Ja, jeseni me pa vse stranke začnejo klicati, kako naj izpraznijo ta sistem. Dejansko, ker so že pozabili od prejšnjega leta, kako se to sprazni, katere ventile morajo kje pritisniti, pa kaj morajo najprej narediti, pa kje morajo na oni elektroniki, kaj morajo pritisniti na tistmu zaslončku, pa kako morajo te ventile, da gre ta voda ven, posebej stvari, ne. Meni je jesen, mislim, res grozljiva, ker vsakih 10 minut me ena stranka kliče in moram vsaki stranki razlagati, kaj naj točno naredim in tako naprej. In porabimo ogromno časa za to in mislim, res, to je katastrofa, ne. In takole, ne. Torej, vsako leto, jaz sem tako potem malo si preračunal, ne, malo sem se z njim pogovarjal, 2 cela tedna dela on porabi za pomoč strankam pri praznjenju sistema pred zimo. Okay? Torej, če združimo vse te klice skupaj, sva prišla do tega, da dejansko porabi 2 tedna, da samo na temu dela. Okay? 2 tedna je samo na telefonu, ne naredi nič drugega. Okay? To je sicer bolj razbito, ne, na več tednov, ampak skupaj, če združiš na ta čas, je to 2 tedna cela dela v letu. In zdaj, to, če pogledaš na letni ravni, 2 tedna izmed 53 tednov, ki jih imamo v letu, je to približno 5% letnih dohodkov. Okay? Torej, strošek tega, da on mora vsaki stranki posebej pomagati, je 5% letnih prihodkov. In recimo, če ima on 1 milijon evrov prihodkov na leto, je to 50 000 evrov. In 50 000 evrov je lahko razlika med dobičkom in izgubo v taki branži, ker nimaš tako velikih marž in podobno. Ne? Torej, to je ogromna razlika za enega takšnega podjetnika. In zdaj, jaz sem mu potem rekel, zakaj si tega ne sistematizirate? Mislim, jaz recimo imam moje tečaje o investiranju. In vsaka stvar, kjer vidim, da stranke imajo težave, da stranke recimo morajo iti po nekem postopku, ki ga je treba malo bolj obvladati in podobno, naredim video vodič.
Okay? Recimo, kako kupiti določene investicijske produkte, o katerih govorim na mojih tečajih. Imam v tečaju prav posebno kategorijo, kjer piše step-by-step guide for all investors how to buy through an online broker. In potem v tem videu točno pokažem, to je torej video, točno pokažem, kaj klikniti, kam iti, kaj vpisati in tako naprej in popeljem stranke do konca, da same znajo potem to narediti brez problema. Zato, ker če bi jaz to vsaki stranki posebej razlagal, pa če bi mi vsaka stranka to pisala message, pa maile, pa po telefonu, pa tako naprej, bi znorel, bi celo leto samo to delal, razumete? Ampak jaz sem hitro razumel, da če si sistematiziram vse te stvari, če naredim video vodiče, da bom en kup dela imel manj potem. In jaz sem mu rekel temu gospodu, zakaj preprosto ne posnamete 2 videota, kako sprazniti zalivalni sistem pred zimo. Mislim, vse imaš konec koncev, imaš mobitel, klikneš record, ne, in poveš, aha, gledajte, tukaj najprej klikneš tole, potem klikneš tole zapreš, greš potem do onih ventilov, odpreš one ventile, počakaš, se sprazne, aha, greš potem spet tukaj, to izklopiš, razumete? Mislim, vzelo bi ti pol urce, da posnameš video, ga daš na svojo spletno stran, ga daš na YouTube, to je vse brezplačno. In potem samo ljudem, ki jih zanima, kako to narediti, vsem strankam, ki te kličijo, samo pošlješ ta link. Okay? In to bi njemu prihranilo vsako leto 2 tedna dela. Ampak do te ideje je prišel šele potem, ko sem se pogovarjal z njim. Okay? Zdaj ne vem, če jo bo implementiral ali ne. Mogoče je že pozabil, ne? Ker preprosto je preveč zaposlen z operativo. In mogoče ima raje, da ima pač dosti dela, ne? Ampak se ni važno, mogoče bo pa to implementiral. In bo to pač prihranilo 2 tedna dela v podjetju, ki bo lahko, ne vem, šel ta čas z družino nekam na počitnice, ali pa bo lahko malo več posla si pridobil, ne? Ali pa bo lahko nekaj drugega naredil, ne, v svojem biznisu, zato ker bo imel manj tehnikali za razlagati strankam, ker bo si sistematiziral to zadevo. Recimo, pred časom, leto in pol, 2 leti nazaj, sem začel prodajati zelo intenzivno tudi v islamske države. Torej, en zelo velik moj trg za investicijske programe moje je Dubaj, Saudova Arabija, Katar in celoten ta bazen, torej Bližnji vzhod. In seveda, en kup strank tam mi je takoj navalilo, aha, kako pa ne mi, mislim, kakšne indeksne sklade, torej kakšne te investicijske produkte ne mi kupimo, zato ker mi imamo pa posebne zakone, te Islamic Sharia compliant morajo biti in tako naprej, ne. Torej, oni imajo posebne zakone in tudi za njih so posebni investicijski produkti. In kaj sem naredil? Naredil sem posebno selekcijo prav za njih, ne? Prav za Islamic, torej naredil sem Islamic Selection, Sharia compliant in sem dejansko pripravil video in pa seveda spodaj opisal vse te stvari, kateri produkti so primerni za njih. In sem jih vodil spet korak po koraku, ko pač te produkte kupiti. Okay? In isto imam potem spet ločeno za Avstralijo, ločeno za Kanado, ločeno za Veliko Britanijo, ločeno za Evropsko unijo. Torej za vse te različne trge imam ločene videote v mojem tečaju, torej v mojem online tečaju in mislim, če ne bi tega imel, bi bil vsak dan bi porabil minimalno uro ali pa še kaj več, da bi ljudem razlagal, kaj ne kupijo, ko ne kupijo in tako naprej. Zato, ker imam pa to vse sistematizirano, sem si ustvaril sistem, kako pač tukaj pomagam strankam ena na mnogo, torej jaz enkrat to naredim in pomagam mnogo strankam zavedno, je to ena ogromna dodana vrednost in za njih, ker hitro pridejo do rešitve, in zame. Jaz prihranim ogromno časa, ki ga lahko potem posvetim temu, da izvajam, da naredim boljše storitve, da izboljšujem moje stvari, da se več naučim, da boljša znanja dajem mojim strankam in tako naprej. Okay? Tako da, to je ta logika, ne? In zdaj, v svojem podjetju se morate premakniti kot podjetnik od tega, da izvajate operativo non-stop, do tega, da ustvarjate sisteme. Okay? Še enkrat bom poudaril. V svojem podjetju morate, če hočete res ustvariti podjetje, ki vam bo ogromno dobička ustvarjalo, morate iti proč od operativnega dela in morate začeti ustvarjati sisteme. Okay? Zdaj, kakšne sisteme? Prodajni sistem, na primer. Okay? Ena taka ključna stvar, ki sem jo jaz naredil, ko smo še izvajali internet storitve, torej moj prvi biznis, ko sem bil še v študentskem domu, to v 2000, je bil izdelava spletnih strani. In ena stvar, ki je nam prinesla ogromno
spremembo v poslovanju in to, da smo dejansko iz neuspešnega podjetja prišli do uspešnega podjetja, je bilo to, da smo si ustvarili prodajni sistem, da smo natančno naredili prodajno prezentacijo, po kateri sem potem sam prodajal in po kateri so tudi moji zaposleni prodajali, ko so bili pri strankah. Okay? Točno po korakih, kaj najprej narediti, kako potem, kakšne vprašanja postaviti stranki, kako ji predstaviti naše storitve in tako naprej. To smo imeli vse v enem dokumentu. Točno si mogel točno vedeti, kako pa kaj boš predstavil naše storitve. To je prodajni sistem. Torej, ne prodajaš po navdihu, ampak imaš sistem. Okay? McDonald's, ko greš, pa Petrol, ko greš, te vedno vprašajo, a boste še to, a boste še to. To ni navdih, to je sistem. Nekdo je tam postavil sistem, da prodajalci morajo vedno še vprašati stranko, a bodo še to kupili, a bodo še to kupili, a bodo še to kupili. Zakaj? Zato, ker to deluje. Zato, ker to prinaša dodatne prihodke. Okay? Oglaševalski sistemi. Jaz sem to ugotovil na globalnem trgu. Kadar enkrat poštekaš, kako narediti uspešen oglas, ki ti prinaša denar, si dejansko končal. Imaš potem samo replikacija. In do tega sem jaz prišel na globalnem trgu. Imam torej uspešne oglaševalske sisteme, ki delajo dan in noč, brez mojega dejansko posedovanja, stalno se rolajo in noter vložim recimo 1000 evrov in dobim ven 2 ali pa 3000 evrov. Simple as pie, ampak moraš priti do njih, ne. Moraš dejansko posvetiti zelo veliko časa, da najprej narediš uspešen oglas. Moraš narediti ogromno testov, moraš ogromno stvari testirati in po 2 mesecih dela imaš sistem, ki deluje, ampak deluje potem non-stop in tudi, kadar spiš. Sistemi za podporo strankam pri težavah. Video posnameš, mislim, taka butasta zadeva, ne, ki je podjetniki sploh ne. Jaz še imam ogromno nekih podizvajalcev, nekih ponudnikov, recimo to plotno črpalko so mi zdaj inštalirali. Zakaj ne naredijo videota, kjer te naučijo uporabljati to plotno črpalko, v zasloni, kaj boš klikniti in tako naprej, ko zvišati temperaturo, znižati temperaturo, kje pogledaš stvari in podobno. Razumete? Torej, ogromno imaš nekih možnosti kot podjetnik, da svojim strankam preprosto narediš navodila, posnameš video, in potem to ti stalno deluje. Ne rabiš tega potem vsake stranki razlagati. To je dejansko ongoing zadeva. Sistemi za uvajanje novih zaposlenih. Če imate večje podjetje, dosti zaposlujete, si naredite celoten proces, kaj mora biti v prvih dneh, ne? Vse dokumente, posnameš video in tako naprej. Skratka, ogromno lahko narediš na sistemih. Sistemi za vodenje, o tem bo jutri Sara govorila, okay? Zelo pomembno, kako voditi ljudi. Spet, to ni stvar navdiha, to je stvar sistemov. Okay? In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Skratka, to je zakon nevidnega dela. Jaz sem rečem zakon nevidnega dela. Da, za pripravo teh sistemov je potrebnega veliko dela in truda. Ampak, enkrat, ko ti sistem imaš, ti stalno prinaša velike prihranke ali pa dodatne prihodke. Okay? In to je bistvo. Torej, enkratno delo za potem stalne nagrade. Okay? Enkratno delo za stalne nagrade. Torej, v podjetništvu ne gre za to, da boš delal v operativi za takojšnje nagrade. Okay? Torej, ne delaj v operativi za takojšnje nagrade. Delaj na sistemih, ki ti bodo prinašali stalne nagrade. Okay? In to ti lahko prinese to konkurenčno prednost, ogromne prihranke, višje prihodke in podobno. Okay? Torej, to je bilo prvič. Operativno delo, torej prva sprememba, ki jo moraš narediti, je operativno delo do dela na sistemih. Okay? Operativno delo do dela na sistemih. Druga sprememba načina razmišljanja vam jo bom pa pokazal na primeru ene pekarne. Dostikrat grem v eno isto pekarno, ki jo vodi pač en podjetnik, pek, in dostikrat se tudi malo tako pogovorim z njim, kako gre posel, če ljudje kupujejo, če ima dobre prihodke, vse te stvari se malo pogovoriva. In že kar nekajkrat mi je ful pojamral, da dejansko v tem biznisu dejansko, da ni kruha. Ne? Je sicer dosti kruha tako zavideti, ampak unga ta pravga kruha pa ni. Ne? In pravi, delam dejansko cele dneve, zaslužka ni, se komaj da preživljam,
nobenih počitnic, nobenih, bi rekel, prostega časa dejansko ni, ker sem cel dan v tej pekarni od jutra do večera in tako naprej. Skratka, ni to eno življenje. In jaz sem tako, že nekajkrat mu namignil malo, tako, kako ne razmišljam, ampak se ga ne dotakne, ampak moče se vas bo. Skratka, ključna formula v podjetništvu je naslednja. Višina vaših zaslužkov je enaka, na koliko ljudi vplivaš, krat kako močno vplivaš na njih. Okay? Torej, na koliko ljudi vplivaš, krat kako močno vplivaš na njih, je višina vaših zaslužkov. Recimo, McDonald'si zaslužijo dosti, zato ker vplivajo na zelo veliko ljudi, ampak imajo zelo majhen vpliv. Okay? Torej, imajo maso, ki kupuje pri njih, ampak ni pa, da zdaj ful vplivajo na življenja teh ljudi. Ne? Mislim, zato, ker reš na hamburger v McDonald's, ne boš kaj, če boš še malo slabše živel, ker boš imel zdravstvene probleme. Ne? Tako da dejansko gre za to. Ne? Ampak, ker vplivajo na ogromno ljudi, imajo tudi ogromne zaslužke. Okay? Ali pa recimo, nekdo, ki napiše eno bestselling knjigo, recimo en roman, ne? Ki, ne vem, recimo, ne vem koliko odtenkov sive ali pa ne vem, Harryja Potterja in tako naprej, spet vplivajo na ogromno ljudi, ampak vpliv pa ni zdaj, ni da zaradi tega, ker si pač prebral tiste odtenke sive, da boš zdaj imel 50krat boljše življenje. Ne? Mogoče tudi, ampak ni to to. Ne? Torej, gre za ta zmnožek. Ne? Okay? Torej, ali vplivaš na zelo veliko ljudi, pa malenkost vplivaš, ali pa vplivaš na malo ljudi in vplivaš močno. Recimo, primer, če imaš ti neko luksuzno restauracijo, kjer je res hrana 1A, recimo predstavljate si ta naša Roševa, Ana Rošne, ki takšnega. Če imaš ti neko luksuzno restauracijo, ki je ful dobra in ti naredi dogodek in si boš teda spominjal in je to nek družinski dogodek, ki greš ali pa ne vem, greš z svojo ljubljeno osebo in podobno, ne, in je to nek res fantastičen dogodek. Ne. Vplivaš na malo ljudi, ampak zelo močno vplivaš na njih. Okay? Zato, ker jim daš neko izkušnjo, neko doživetje, ki ga drugje ne dobijo. Ne? In tudi na ta način lahko dosti zaslužiš. Ne? Torej, gre preprosto za to enačbo. Ne? In zdaj, če imaš ti pekarno, ki je lokalna, ki prodaja tistemu majhnemu krogu v tvoji vasi ali pa v tvojem mestecu, ne, ali pa na tvoji ulici, vplivaš prvič na malo ljudi in drugič, to, ker prodajaš kruh, nobenka ne briga, kakšen, mislim, ja, sej je pomembno, kakšen kruh ješ in tako naprej, ampak zdaj tega ni, da bodo ljudje imeli, ne vem, 5krat boljše življenje. Okay? Tako da vplivaš na malo ljudi in pa vplivaš tudi, rekel, zelo nizek nivo vplivanja. Zato boš malo zaslužil. Tako da vedno moraš v podjetništvu razmišljati, ali ti ta enačba deluje. Že ko greste v podjetništvo, ali pa če ste že podjetnik, dajte preveriti, ali ima vaše podjetje sploh možnost, da bi vam prinašalo neke resne nagrade, finančne. Okay? In večina podjetnikov zgreši že pri tej enačbi, ker dejansko vpliva na malo ljudi, delujejo samo na lokalnem področju in pa vplivajo zelo malo na svoje stranke. Okay? In potem ne moreš imeti zaslužkov. Okay? Ne moreš imeti zaslužkov. Dokler sem sam delal, recimo internet strani, in kjer sem sam delal vse te stvari, pa še imel sem par zaposlenih, jaz dejansko sem lahko vplival na malo ljudi, pa sicer vse je bil nek vpliv na te spletne strani, ker so pač prinašali kar dobre rezultate strankam, ne, ampak vseeno, ne, je bilo to na lokalnem nivoju in sam sem pač porabljal ta čas, da sem pač stranke servisiral. In ni šlo, mislim, ja, saj smo imeli let dobiček, smo imeli 100-200 evrov dobička na leto, ampak to ni bilo to, ne, to dejansko ni bilo tista ta prava stvar, ne, ker sem pa porabil vsa svoj čas za to, ne. In zdaj, ki imam drugačen model, ne, je pa tako, ne, da vplivam na zelo veliko ljudi, pa še zelo močno vplivam na njih, ker odločitve glede investiranja so pa zelo pomembne za njihova življenja. In tukaj dejansko so ljudje, se jim popolnoma spremenijo življenja, zato ker vlagajo zdaj malo drugače, ker imajo boljše donose in tako naprej. Okay, je to zelo pomembna stvar. Tako da imam dejansko veliko ljudi, na katere vplivam in imam neomejen trg in pa še močno vplivam na njih. Ne. Razumete? Sem prišel iz majhnega vpliva, pa majhne količine ljudi na velik vpliv in veliko količino ljudi. Okay? Torej, vprašajte se, ali ste v pravem poslu. Okay? Recimo, imate trgovino z izdelki za eksterne športe? Vprašajte se, ali bi se lahko ukvarjal z franšiznimi sistemi za trgovine za izdelki za eksterne športe.
Torej, da naredim franšizni sistem, kjer bo več trgovin in kjer bodo drugi podjetniki imeli trgovine v mojem sistemu in bom jaz dobil pač en delček od tega. Okay? Torej, prva stvar ni skalabilna, druga stvar je skalabilna. Okay? Imamo kmečki turizem, ni skalabilna, ne morete širiti, ne morete dejansko imeti eksponentnih nagrad. Ustvarjan sistem za prodajo izdelkov iz kmečkih turizmov po Evropi, to pa je skalabilno. To pa dejansko je stvar skalabilna, imaš lahko ogromno strank, ki sicer potem malo vplivaš na njih, ampak jih imaš zelo veliko. Lahko so ogromni zaslužki. Okay? Sem grafični dizajner, spet ni vpliva, ali pa vplivaš dobro na neki ljudi, ampak spet to ti ne bo prinesel velikega denarja. Ustvarjam lead generation sistem za grafične dizajnerje, torej sem tisti, ki dejansko ustvarja marketinški sistem, ki bo pridobival nove potencijalne stranke za neko maso dizajnerjev, ki bodo mi plačevali provizijo od tega, od vsakega dobljenega posla. To pa je recimo skalabilna zadeva, to ti pa lahko prinese milijone. Okay? Tako da vedno se vprašajte, a ste v pravem poslu. In zelo veliko ljudi ni v pravem poslu. Okay? Če ste v napačnem poslu, ni morate jutri spremeniti, ampak dajte počasi iskati nove ideje. Dajte dejansko razmišljati, kako bi lahko šli v pravo smer, glede te formule. Dajte si en screenshot, dajte si to zapisati. To je ključna formula v podjetništvu. Okay? Če ne razumeš, ne bo nič. Torej, prvič smo rekli, iz operativnega dela na delo na sistemih. In drugič, morate iti iz omejenega posla na skalabilen posel. Torej, na posel, ki se lahko širi, ki ima lahko eksponentno višanje nagrad. Okay? Tako da, ko boste enkrat o tem razmišljali in ko boste šli v te smeri, spet se vam lahko poslovanje čisto obrne na glavo in boste imeli lahko čisto drugačne nagrade, kot pa tisto, kar imate zdaj. Tako da, toliko o temu, bi rekel, prvemu delu, kako do milijona. Okay?